Ko smo imeli novo Octavio, prvič na testu je bila ta precej osnovno opremljena in osnovno motorizirana. In če se spominjate, sem takrat rekel, da izgleda precej žalostno, pa bi lahko zelo dobro. Recimo takole. Tole je Octavia kombi, torej karavan, in izgleda mnogo bolje, ker je založena z opremo in dejansko stane dvakrat toliko kot tista prej. In če vprašate mene, po tisti in po takšni ne bo posegalo veliko kupcev, ampak bo večina izbrala srednje bogat paket. Mi je pa všeč, da sem imel zadnjič prav, ko sem rekel, da bolje opremljena Octavia izgleda fantastično. Če dam na stran dejstvo, da je ta avtomobil karakterno precej suhoparen, ker je pač germansko dodelan in vse štima, ampak mi v njem srce ne zaigra, pa moram vseeno priznati, da je zelo prepričljiv. Prtljažnika je toliko, da bi lahko odprl selitveni servis in me obenem ne bi smelo skrbeti, da bo avtomobil takoj popraskan, ker je ta elegantna podloga lahko v bistvu delovna podloga. Super ideja. Tule zadaj je prostora dovolj, da bi otroci lahko delali prevale, če ne bi bili privezani, seveda. Logično pa ga je dovolj tudi spredaj. Ker ima ta Octavia med opremo praktično vse, kar je sploh na voljo, notranjost seveda deluje zelo bogato, s tem usnjem na sedežih, samodejnim menjalnikom DSG, s tem velikim zaslonom na dotik in dejansko nasploh lepo pospravljeno in barvno zanimivo armaturno ploščo. Dva pomisleka pa imam vseeno. Zaslon je v mrzlem jutru malce protestiral in ignoriral moje ukaze, lahko pa da je to samo napaka testnega avtomobila. Dvomim pa, da bi se odločil za ta sistem z izbiro voznega profila. Octavia se pelje precej suvereno, ampak vseeno naravnano podobijo in tile programi samo obstoječe stanje malce prevetrijo. V režimu sport recimo postane volan kar pretežak za vrtenje, vrtljaji pa ves čas ostajajo visoko, kot da bi sedel v kakšnem dirkalniku. Eko pa je ravno nasproten. Ob ponovnem zagonu tempomata recimo potrebuje pol ure, da pospeši nazaj za tistih 20 km/h, ki sem jih ravno kar izgubil, ker je pač eko. Zato se dejansko ves čas vozim v načinu normal in mi je prav super. Kaj mi je še všeč? Ta steklena streha, ker je res velika in to bo všeč otrokom, ko bodo zijali ven, ali pa če hočete zganjati romantiko. Izbral bi tudi samodejni menjalnik DSG, čeprav včasih prav nerodno cukne, kot vsi ti menjalniki. Izbral bi te super luči, v bistvu večino stvari, ker so zelo dobre. Če se boste vozili veliko, priporočam tudi takšnega 2-litrskega TDI-ja, ker 110 kW moči skrbi za prijetne zmogljivosti, porabi okrog 6 litrov in je tudi lepo prožen. Dejansko je celoten avtomobil zelo prijeten, tak, malce bolj diskreten in umirjen.